Dober dan. Gluhi sem od prvega leta in pol. Zdravniki so pregledovali, zakaj sem naglušen, ampak niso našli vzroka. Bil sem zmerno naglušen na desno uho in gluh na levo uho. Potem pa sem počasi malo slabšal sluh tukaj. Tako da ko sem bil star 13-14 let, sem bil težko naglušen tukaj na desnem ušesu. Tudi sam sem opazil v 6-7 razredu, da sem moral vprašati sošolce, kaj imamo za domačo nalogo, ker ko je učiteljica povedala za nalogo, je bil že hrup v razredu in zato nisem vsega razumel. Ko pa sem bil star 14 let in pol, da sem jaz sluh poslabšal tudi tukaj. Tako da sem sedaj gluh na obe ušesi. V življenju sem preizkusil slušni aparat, digitalni slušni aparat, potem naprava za boljše sporazumevanje, to je foneker. Ampak ko je to postal pravica iz zdravstvenega zavarovanja, sem jaz bil star 15 let in nisem bil več pravice do njega. Jaz sem to samo preizkusil in je bil dober, ampak nisem pa kupil, ker je bil drag. Potem tudi polžev zadek sem imel, pa tudi svetlobno budilko, vibracijsko budilko, svetlobni zvonec in veliko pripomočkov, ki niso namenjeni za gluhe prvotno, ampak meni veliko pomagajo. Na primer računalnik z internetom, elektronsko pošto, MSN in tako naprej. Potem mobitel, pa tudi televizija s podnaslovi in sedaj tudi že digitalno podnaslavljanje. Ko sem izgubil sluh, to je bilo leta 1994, sem bil star 14 let in pol. In takrat so zdravniki povedali, da bo v prihodnje možna operacija, da bom lahko dobil polžev zadek. Naslednje leto sem začel hoditi na preglede v Ljubljano, ampak to kmalu so ugotovili, da operacija tukaj na levem ušesu ni možna, ker zaradi nepravilnosti v ušesu. Na desnem ušesu pa sem prej dobro slišal. Ker oni so se bali, da bom izgubil še tisto, kar sem imel sluha. 3 leta pozneje pa smo
pa sem jaz tukaj poslabšal ponovno. In takrat so zdravniki poskušali še tukaj. Preiskave so počasi so delali. 6 mesecev, po 6 mesecih čakanja sem dobil rezultat, da tudi tukaj ne morejo operirati v Ljubljani, ker niso imeli izkušenj. Prvo operacijo so v Sloveniji naredili leta 1996, ko sem bil star 16 let. Ker tukaj v Sloveniji niso mogli mene operirati, se je zdravnica 2 leti pozneje predlagala, da bi poskusili še v Nemčiji. To je bilo leta 2000. Tako sem šel na preiskave v Nemčijo, v mestu Freiburg. In pol leta pozneje sem imel te preiskave. In so po enem tednu ugotovili, da bodo lahko kljub omejitvam operirali v levem ušesu. Pol leta pozneje sem imel operacijo v Nemčiji. To je bilo leta 2001. Operacijo je meni plačalo zdravstveno zavarovanje v Nemčiji, ker sem jaz bil zavarovan po mojem očetu, ki je prej še delal v Nemčiji. Sem sledilo je 4 leta rehabilitacije. Hodil sem na vaje v ljubljanski zavod za gluhe in za glušne. Rehabilitacija je bila zelo naporna, tudi zaradi tega, ker sem imel še študij. Ampak po 4 letih sem bil zadovoljen z mojim implantom in še zdaj sem zadovoljen z njim. Jaz slišim avtomobile, psa, zvonec, telefon, govor, ampak govora ne razumem brez odgledovanja. Mi pa zelo pomaga pri branju z ustnic, pa tudi pri branju z ustnic v temi meni pomaga. In jaz slišim tudi veliko drugih zvokov. Jaz sem zelo zadovoljen. Po izobrazbi sem magister ekonomske znanosti. Osnovno šolo sem obiskoval v Boštanju. To je bila redna osnovna šola. Vseh 8 let sem bil odličen. Odločil sem se za srednjo ekonomsko šolo v Brežicah. Preden sem izgubil sluh, sem slišal učitelje,
od ene profesorja in sem lahko sledil razlagi. Ko pa se je bližal ta dan, ko bom izgubil sluh, pa sem začel opažati, da težko razumem, če je vrhu dol hrup. Naprimer, nisem slišal, kaj imamo za domačo nalogo. Otroci so želeli hitro spakirati torbe in so delali hrup v učilnici. Učiteljica pa govorila, kaj imamo za nalogo. To je bilo moteče. Potem, po izgubi sluha, sem imel malo problemov, da sem se navadil na to in tudi sošolci so se morali navaditi. Naprimer, nekajkrat se je zgodilo, da so pozabili, da sem jaz gluh in me niso obvestili, kaj je domača naloga, niso me obvestili o kontrolnih nalogah in tako naprej. Ampak potem so se navadili in potem bilo boljše, so mi sošolci veliko pomagali. Naprimer, lahko sem prepisoval od sošolcev, pa tudi fotokopiral sem lahko v srednji šoli in na fakulteti. In pa veliko sem si tudi pomagal z učbeniki. Snov sem razumel že v šoli, doma pa sem samo utrjeval. Ampak največ dela pa sem imel z matematiko, ki mi ni šla v glavo. Jaz mislim, da tudi zato, ker nisem slišal razlage. Ampak vem, da so vsi moji sošolci imeli probleme z matematiko tukaj. Maturo sem naredil z odličnim uspehom. Imel sem 25 točk. To je bilo odlično. Po maturi sem se vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Mene je ekonomija zelo veselila, zato sem si izbral to Ekonomsko fakulteto. Tolmača nisem imel, zato ker prej še ni bilo pravice do tolmača. Ko smo dobili pravico do tolmača, sem bil že absolvent in sem naredil že vse izpite. Na fakulteti so meni pomagali sošolci in so bili pripravljeni pomagati. Sem navezal dobre stike z sošolci in imel dobre prijatelje tam. Inštruktorja nisem imel, razen pri matematiki je meni pomagal moj brat. Starši so meni pomagali samo finančno, tako da ni bilo treba delati preko študentskega servisa in sem imel več časa za študij. Tudi sam sem opažal
da sem potreboval več časa za učenje kot moji klišeči istošolci. Imel sem veliko stika s klišečimi sošolci in sem tudi razvil prijateljstva v študentskem domu in na fakulteti. Ampak sedaj smo vsi razškropljeni po celi Sloveniji, zato se bolj malokrat vidimo. Ampak imam občutek, da smo se dobro razumeli. Leta 2003 sem dobil pohvalo za izjemen študijski uspeh v letu 2002-2003, ker sem naredil vse izpite z dobrimi ocenami in edini gluh. Ekonomije nimam v krvi. Jaz sem se odločil za ekonomsko srednjo šolo, zato ker je bila blizu mojega doma in da ne bi bilo treba iti v Ljubljano že pri 15 letih. In potem pa sem v šoli videl, da bi bila zanimiva in všeč. In posebej zanimivo mi je bilo računovodstvo in pa narodno gospodarsko področje. To mi je bilo zanimivo in sem se odločil za ekonomsko fakulteto. Moji starši niso ekonomisti in mi tudi niso mogli pomagati pri študiju, razen finančno. Finančno so pa veliko pomagali. So mi to tudi omogočili, da sem si kupil učbenike. Potem, ko sem leta 2004 diplomiral, sem začel iskati službo. Marca 2005 smo se na računskem sodišču dogovorili za prakso, za pripravništvo. Ampak smo se dogovorili, da bom začel s pripravništvom, ko bom naredil prvi letnik študija. Tudi zato, da bi bilo potem lažje, ker ne bo toliko izpitov več. Tako sem začel s pripravništvom novembra 2005. Najprej sem delal pripravništvo na računskem sodišču. Pripravništvo sem delal v času od novembra 2005 do junija 2006. Jaz nisem mogel delati v reviziji, zato sem delal neko drugo delo kot analitik. Ampak tega dela ni bilo toliko, da bi imel delo za nedoločen čas.
zato sem potem poiskal drugo službo. In po 3 mesecih iskanja zašel na ministrstvo za finance. Jaz sem prvo delal na področju javnofinančnih prihodkov, ampak takrat je bilo veliko sestankov. Za sestanke smo izvedeli 5 minut pred sestankom. Nismo mogli prilagoditi, da bi lahko potem malo 1 teden prej vedel in poklical tolmača. Ampak mi je pa šefica pisala na računalnik, ampak potem nisem mogel slediti, ker je ona pisala enkrat tukaj, enkrat tam. Pa drugič, pa tudi oči so me začele boleti po 2-3 urah sestanka. Enkrat smo imeli sestanek tudi 8 ur. Je bil utrujen še naslednji dan. Zato smo se odločili, da bomo premestili na drugo delovno mesto. Sedaj delam na področju strokovnega urejanja dokumentacije za direktorat za zakladništvo. V društvu lektoriram članke za časopis Glasilo Odmev tišine, pa tudi pišem članke za časopis Odmev tišine. Na primer sem napisal raziskavo o pravicah gluhih v Nemčiji. V preteklosti sem bil tudi odgovorni urednik Glasila Odmev tišine, ampak sem potem odstopil zaradi obveznosti v službi in s študijem. In zato sedaj samo lektoriram in pišem za Glasilo. V drugem prostem času tudi grem na sprehode v naravo, v družbo, s prijateljem, spoznavam nove prijatelje, klepetam, pa tudi berem knjige. Zelo rad sem bral, na primer, Gospodar prstanov in Harry Potter. Moj hobi je tudi delanje raznih programov na računalniku. Tam, kjer je volja, tam je pot. In če smo vztrajni in se trudimo, lahko veliko dosežemo. Tudi gluhim bi jaz svetoval, da so vztrajni, da se trudijo in da ne obupajo takoj.